da greš na podjetniško pot, ne, moraš biti jajca, če mene vprašaš, da se v bistvu tudi mi moramo malo sprostiti, pa ne se to resno jemati. Če smo mi zelo ukalupljeni v te naše navade, potem jasno ne vidimo nič širše in tudi težko potem sebe spremenimo. Zelo hitro smo užaljeni, to je zato, ker tako branimo sebe. Jaz sem pa zdaj nekaj posebenega, kdo pa si ti, da boš ti meni govorila, da sem jaz nekaj slabo naredila. Ta ego nas zelo tolče. Tega si treba rešiti, če se le da. Če bomo vedno isto delali, ne bo nič drugače, ne. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdu sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Leticija Živjo. Dobrodošla pri nas. Ti se pri svojem delu v bistvu ukvarjaš s tem, da podjetnikom pomagaš ohranjati njihovo življenjsko energijo, preprečuješ izgorelost, delaš pa vse to po eni taki zelo zanimivi metodi, ne? Pa bi te za začetek vprašala, kdo sploh je Carlos Castaneda? Ja, Živjo, hvala za povabilo. Zanimiva metoda je zato, ker je zelo malo ljudi v Sloveniji, ki dejansko uči te magične kretnje in rekapitulacijo. Jaz sem v bistvu v stik s tem znanjem prišla leta 2001 pri enem paru in sta mi pokazala te, bom rekla, način gibanja, zelo podoben mogoče malo kung fuju, tai čiju. In sem potem šele začela raziskovati, iz kje sploh prihajajo te gibi, kaj se sploh dogaja in tako naprej. Ugotovila sem, da je te magične kretnje pripeljal v svet Carlos Castaneda, ki je bil pa znan bolj v prejšnjem stoletju, ne, tako da mogoče ti si še mlada, nisi še niti zanj slišala, niti izvedela zanj. Ta New Age, ki danes prihaja ven v tej duhovnosti, ga tudi ne pozna. Ampak je to v bistvu velika škoda, zato ker so tukaj taka posebna znanja, zelo praktična za vsakodnevno uporabo. In ta Carlos Castaneda je v bistvu bil antropolog, ki je raziskoval šamanska ljudstva, tolteke, kako živijo. Predvsem so ga zanimale te praktične uporabe rastlin moči. In je potem naletel na nekega šamana, ki je bil pravzaprav nagual, oziroma oni so si rekli tudi, da so čarovniki. In je ta nagual videl, da ima Carlos Castaneda eno poseben ustroj energije, ne, ker on je videl energije, da ga lahko vzame v uk, oziroma bi ga želel vzeti v uk. Na kar je, bom rekla, Castaneda se ni zavedal tega, da v bistvu on njega hoče vzeti, ne, pod svoje okrilje. Tako da ga je mogel malo premamiti z določenimi načini in res je potem Castaneda postal njegov učenec, poleg še Florinde Donner Grau, Carol Tix pa Taisha Abelard. To so bili v bistvu 4 učenci Don Juana. In na kar je bil pa nek preobrat, no. To je zelo pomembno, ker so te linije čarovnikov so bile včasih, veš, jih je bilo samo 16 v eni skupini, ne. To ni bilo to znanje, niso poznali drugi ljudje, ne. So v svoje vrste vabili res samo ljudi, ki so bili malo posebni po tej energiji, na kar je Don Juan videl, da se njegova linija končuje. In je potem Castanedi naložil nalogo, da naj naredi s tem znanjem, kar on želi in čuti. Castaneda se je v enem trenutku odločil, da bo to predal naprej v svet, hvala Bogu. Je napisal kar nekaj knjig na to temo in pa tudi knjigo Magične kretnje, kjer je v bistvu te kretnje vse pokazal in jih malo preuredil, zato da lahko mi, današnji sodobni ljudje, jih delamo. Ja. V bistvu imaš prav, ne? Jaz sem točno to, ko smo se pogovarjali o Carlosu Castanedi pa tvojem delu, ga nisem poznala, nisem še slišala za to metodo in v bistvu prva stvar, ki sem je naredila, je, da sem šla malo pogooglati, da vidim, kdo sploh on je, kaj se dogaja in me je v bistvu zelo pritegnilo, da je on napisal cel kup knjig ravno v tem potovanju z Don Juanom. Obstaja pa tudi precej nekih kritik na to temo, ne? Da ne bi bile te knjige samo fikcija, da ne se to ne bi zgodilo. Zdaj, ti si se v bistvu odločila slediti tem načelom, ki so v bistvu nekako opredeljeni v teh knjigah. Kako ti gledaš na te kritike? Predvsem tako, da mora nekdo najprej nekaj probati, preden skritizira.
To je prva stvar. Druga stvar je pa, da to znanje ni več namenjeno temu, da boš ti zdaj kratkoročno čez noč ozdravel ali pa imel ne vem koliko energije oziroma spremenil svoje življenje, ne. To znanje je namenjeno človeku tako na dolgi rok, tečemo na dolge proge, in ga, bom rekla, s časom ga ponotraniš, ga začneš živeti in ko si enkrat v tem noter, ko ti enkrat začutiš to svojo energijo in v bistvu te svoje magične sposobnosti, potem veš, da je to vse res, ne. Zdaj pa tisti, ki pa recimo niso prišli do te točke, da bi res probali te magične kretnje ali pa rekapitulacijo, ki niso nekako tega usvojili, potem seveda lahko rečejo, da je vse to zmišljeno. Je pa tako, da jaz, ko berem te knjige, recimo, če ti bereš te knjige, to so knjige moči, a ne. In se ti začnejo stvari dogajati in niti ne razmišljaš o tem, ampak se avtomatsko začnejo, veš, kot da bi bile malo nekako zakodirane, ali kako naj jaz rečem, na tak dober način, da ti odpirajo pogled, kaj vse je še možno, ne. S tem, da jaz bi rada tudi opozorila na to, poslušalce, gledalce, da vsak ima svojo pot, no. Kastanjedina pot je bila zelo posebna, ker je bil on nagual oziroma je bil vodja skupine in zato je bila njegova pot še toliko bolj močna, posebna in jaz pravim, da po eni strani imamo srečo, da so te knjige sploh zunaj, da jih lahko sploh beremo, ker se veš, taka znanja starodavna se znajo zgubiti v času in v prostoru, če niso zapisana. To so pa v bistvu 10.000 let je trajalo v bistvu ves ta proces teh nagualov, teh vračev, ki so zbirali informacije, ki so potovali po dimenzijah in tako in je, v bistvu bi bilo res škoda, da se to zgubi. Definitivno, v bistvu je ena taka zelo zanimiva pot. Si pa omenila, da si te knjige prebrala najbrž tudi večkrat, a ne, si predstavljam, glede na to, da jih prakticiraš. Kako si pa ti doživljala lik tega Don Juana, recimo, tega popotnika duhovnega, ne? Ja, ta učitelj Don Juan je smešen. Meni je v bistvu res tako humoren. Všeč mi je zato, ker je popolnoma brez nekih navezav. Veš, tudi že v knjige, ko piše, ko Castaneda piše, ko se je učil pri njemu ali pa ko on ga je skozi hecal, ne. Pa da ne opusti svojo samopomembnost, pa kaj je zdaj, kakšen je, pa zakaj se to drži svojih prepričanj, pa tako, ne, veš. Ful mi je bil dober, čutim ga energijsko, kako je on prost teh navezav, teh, ki jih imamo vsi ljudje, a veš, pa se moramo paziti, kako obnašati se, pa a veš, ta podružbljenje, no, oni ga prav poimenujejo podružbljenje, v katerega smo vsi padali noter in on je prost tega in ti njega sploh ne moreš užaliti. In to mi je bilo toliko všeč, v bistvu ta njegov način delovanja, s katerim je, ki ga je učil Castanedo, je tak, se vidi, da je človek sčiščen, da je prazen, ampak na dober način prazen. Se pravi, nič ga ne more ven vršti iz tira. Njegova naloga je v bistvu bila, da se preda duhu, kot on reče, ne. Je rekel Castanedi, jaz tebe nisem zbral za učenca, jaz te ne bi nikoli zbral, ampak duh mi je pokazal, da si ti ta prav in zdaj imam tukaj tebe in nimam kaj narediti, ampak da te vzamem v uk in te učim, ne, drugače jaz tazga bebca ne bi nikoli vzel. In veš, to mi je všeč, ne, da ni vse tako resno, da se v bistvu tudi mi moramo malo sprostiti, pa ne se tako resno jemati, ne. In ta humor mi je v bistvu najbolj všeč pri njemu in tisto direktnost, resnica, veš, ko začutiš s celim telesom, ja, to je res. Moram reči, da si me zdaj pa res presenetila, ker zadnja stvar, ki sem jo pričakovala od nekega duhovnega popotnika, je humor, no, tako da me veseli. A pa si mogoče ti ta humor od Dona Juana tudi kaj ponotranjila, ga prenašaš zdaj, ko recimo delaš s podjetniki, podjetnicami, jim tudi pomagaš kdaj skozi humor, čez kakšne zagate? Ja, če se le da, ja, je pa čisto odvisno, ne, tudi v kakšnem stanju sem jaz, ne, tako da meni zelo humor pomaga pri mojih stvareh, ne, da se ne jemljem tako resno, ne, da ni tako vse grozno ali pa na prvo žogo, ne, da sem vsa v paniki, pa tako, saj sem tudi jaz v paniki, ne, da ne, ampak potem skušam pridobiti nek drug pogled, ne, in ta drug pogled ljudje lahko pridobimo oziroma se ga nekako, kako bi rekla,
s temi magičnimi kretnjami, ne, ker to so gibi, se prestavimo na neko drugo točko gledanja nase in na svoje probleme in na svoje življenje. Ne. In to je bistvo, da mi nismo ujeti v ta naš pogled, ampak da razširimo našo zavest, razširimo ta pogled in da vidimo v bistvu, pa se to pa sploh ni tako težko ali pa hudo ali pa kaj se jaz sploh sekiram. Ne. In dostikrat mi humor pomaga, tako da si sama se rečem, Leticija, tiste ena buča ali pa ne vem. Zanj sem dobila prav navodilo, kar je ful smešen, da grem ven iz tega svojega samopomembnosti v smislu nekega, ne vem, nekih strahov ali kaj, ne, da ne pijem, veš, iz tega mehkega kozarčka 002, 003, ki ga imaš, ne, ta kratkega, ne, da ne iz tega pijem vodo cel dan, ne. A veš, tako malo, ne bi rekel, pa zakaj? Ja, zato, da se ti premakne fokus, ne, ker če ne je fokus stalno na enih in istih stvareh, ne, ker smo navajeni tako delati, ne. Ja, mislim, da je v bistvu prav navada, ne, je nekaj, kar recimo tudi podjetnike velikrat bremza. Ne. Po eni strani so tak zelo dvorezen meč te navade. Ne. Po eni strani jih rabimo, ne. Če mi nimamo kakšne dobre navade, se zelo hitro zakotalimo ali pa nam pade učinkovitost, ampak po drugi strani, a nas lahko navade tudi ovirajo oziroma bremzajo na tej naši poti. Ja, zelo nas lahko bremzajo. Ja, tako, kot si rekla, neka rutina je dobra po eni strani, po drugi pa ta bojevniška pot narekuje, da se ti ves čas malo spreminjaš, da delaš kakšne druge stvari, recimo, da ne greš po isti poti v službo, da danes recimo rečeš vsakmu hvala, tudi če ne bi bilo treba, da, tako kot sem jaz rekla, da piješ iz mehkega kozarčka, da ne vem, doma, ki si sam, ki te noben ne vidi, se obnašaš kot opica, ne, a veš, ta premik zbirne točke, premik te naše zaznave pomaga, da mi začnemo drugače gledati na svet. In če smo mi zelo ukalupljeni v te naše navade, potem jasno ne vidimo nič široko, nič širše in tudi težko potem v bistvu sebe spremenimo. Ne. Tako da so določene navade, sploh te miselni vzorci, ki jih imamo, ne, ki konstantno, ne vem, neka nova stvar, ne, tvoja navada ali pa moja navada je bila, da padem v paniko, kaj pa zdaj, ne. Prav, zdaj jaz to vem, ne, in vsakič, ko nekaj novega naredim, se prav se že zavem, že v ozadju vem, ne boš padla zdaj v paniko, ni potrebe potem, ne, ker itak ni potrebe potem, ne, ker se prej, ko se je vse reši tako ali drugače, ne, tudi če mogoče kdaj kaj traja. Ampak zelo je pomembno, no, da se spoznamo, no, to bi jaz rekla, da se dobro poznamo, da dobro poznamo svoje navade. No, mogoče tako, ta Don Juan ravno tako, ko Stanedo uči na ta način, sta lovila, mislim, da zajce in on mu je priporočal, da moraš najprej svoj plen spoznati, a ne? Se pravi, ti moraš spoznati njegove navade, ker itak imamo vsi, delujemo na isti način, kako se obnaša, kdaj hodi jesti, in tako naprej. In na ta način je potem on res ujel neko ptico, no, ni bil zajec, je bila ptica. In mi isto, ne, se pravi, sebe je treba zalezovati, biti kot lovca, ne, in se gledati, ne. Se pravi, jaz odreagiram, recimo nekdo mi reče, to pa nisi dobro naredila, jaz vedno odreagiram enako, ne. Zdaj to vem, se pravi, zdaj se bom pa jaz pripravila na to, ko mi ti rečeš nekaj, ne vem, nisi dobro to naredila, ne bom jaz odreagirala, kaj pa ti misliš, kaj si pa ti greš, ampak bom pomirno in bom vdihala, izdihala in bom rekla, kaj se ti pa zdi, da nisem dobro naredila, a ne? A veš, zelo hitro smo užaljeni, to je zato, ker tako branimo sebe, to svojo samopomembnost, da jaz sem pa zdaj nekaj posebenega, kdo pa si ti, da boš ti meni govorila, da sem jaz nekaj slabo naredila, ne? A veš, ta ego nas zelo tolče, ne? In tega se je treba rešiti, če se le da. Kako pa misliš, da je ego povezan z navadami? Kako nam v bistvu, a nam navade gradijo ego, ali ego gradi navade, ali vsega pomal? Kako misliš, da sta onega dejansko povezana? Jaz bi rekla, da je ego ločen od navad. Jaz ego zaznavam kot nek računalniški program, recimo, ali pa nek program, ki je navajen enih in istih načinov delovanja in tako naprej. In takrat, ko se jaz odločim, da bom nekaj spremenila, kaj pa zdaj? Ne, to pa ne, kaj, ne, zdaj pa ne greš po levi poti, še vedno pet po ne, tako, kot da se on ustraša, veš, vseh sprememb, ne. In zato je dobro, da se ljudje začnemo povezovati pa s tistim drugim delom sebe, s tistim notranjo modrostjo, notranjim glasom, z duhom, kakorkoli ga že poimenuješ, zato ker ego
sloni na že preživetem. Ego ima neke izkušnje že. In on vedno, kadar recimo, če jaz hočem nekaj novega narediti, me bo spomnil na te stare izkušnje, pa bo rekel, ne veš, takrat si se upekla, ne to delati, ne. In te jasno blokira, ne, pri tvoji želji, da kaj novega narediš. Medtem ko ta notranji glas je pa ni vezan na tvojo osebno preteklost, ni vezan na čustva, ni vezan na misli. Notranja modrost, notranji glas ali energijsko telo, kot ga imenujejo šamani, je nevtralno. In če si ti povezan s to nevtralnostjo, ti v bistvu to telo da samo te odgovore, ki jih rabiš. Sej, gotovo si že kdaj doživela, ko si rekla, grem levo, a bilo boš, da to naredim ali to. Pa si začutila nek glas, vse naredi to. Pa si poslušala se in si naredila. Ne? No, to je ta naša modrost, ki jo imamo vsi, samo zaradi načina življenja, ne, zaradi vsega, kar se dogaja, smo jo dali na stran in poslušamo samo ta ego, tega misleca velikega, ki misli, kaj je, ne? Jaz si ga tako predstavljam, jaz sem pa in sploh, ne? In da zaznamo to razliko, ne? In pol bomo veliko lažje živeli tudi. Kako nam pa lahko v bistvu tvoje znanje, prej si večkrat si omenila magične kretnje, ne? Kako nam lahko v bistvu te kretnje nekako pomagajo, recimo mi podjetniki se moramo velikrat kaj odločiti, velikrat kakšno navado opustiti, ki mogoče ni najboljša, pa nam je težko, ali pa še huj se mogoče sprijazniti s kakšno izgubo, s kakšnim slabo zapeljanim produktom, ne? To se pravi tudi s kritikom, a nam lahko te magične kretnje pomagajo? Ja, lahko nam pomagajo. To je tako, v povezavi so magične kretnje pa rekapitulacija. Jaz recimo, ko pridem v svojo pisarno, jaz sem sama v pisarni, ker sem tudi samostojna podjetnica, ne, in potem si naredim najprej te magične kretnje, da si dvignem svojo energijo, zato ker recimo, če jaz ostanem slabe volje ali pa slučajno malo tako še tako vreme, pa tako, ne, potem sem malo bolj črnogleda in lahko zapadem hitro v te neke negativne občutke. Ne. Z magičnimi kretnjami si jaz povrnem energijo, si dvignem energijo, to so prav gibalno-dihalni, se pravi gibi, ne, telesni. Si dvignem to energijo in potem nekako, veš, jaz si tako predstavljam, prej si tukaj je recimo voda, ne, prej si bil malo pod vodo, pa da si komi prišel ven, ne. Potem pa z magičnimi se pa dvigneš nad to in v bistvu, bomo rekli, nad oblake, no, mogoče, in vidiš čist neko drugo sliko. In to se je meni že neštetokrat zgodilo, ne. Najprej v nekem strahu, ko sem bila, ko se mi je kaj zgodilo, ne, ko si, panika, ne, pa sem rekla, okej, grem narediti magične kretnje, sem naredila in kar naenkrat je prišel nek notranji mir. A veš, tista pomirjenost, ko rečeš, ne, vse bo v redu. Ne, vse je okej. In to je pri samostojnem podjetništvu ful pomembno. Vsaj pri meni, saj ti veš, ne, sama, kako je to. Stalno so neki izzivi, pa neki pride, pa pa te, a ne, sploh ljudje, jaz sem zelo rahločutna tudi, bolj mogoče nežna, nimam toliko trde kože, zame je pa sploh pomembno, da utrjujem sebe, ne, ker če ne me veliko stvari lahko stira, spravijo in pač nisem pol toliko uspešna in učinkovita, ne. Zdaj, kot take magične kretnje, ne, res vračajo energijo. Pa na drugi strani pa rekapitulacija. To je pa kontemplativna tehnika, sedeča tehnika, tako kot neke vrste meditacija. Z njo pa ti v bistvu kot lovec iščeš svoje navade. Ne? V bistvu pregledaš preteklost, pregledaš recimo včerajšnji dan in ugotoviš, tamle bi pa lahko drugače naredila, to sem pa res mogoče narobe speljala ali pa v nepravo smer. A veš, da ti samega sebe opazuješ in zalezuješ, da v drugo, ko bo prišlo podobno, ker pride sigurno, a ne, mislim, to je nemogoče, da ne pride, da jaz odreagiram na tisto stvar drugače ali pa na tisto osebo ali pa na nek stavek, ki mi kdaj recimo dvigne pritisk, ne. Se pravi, kombinacija obeh teh tehnik ti pomaga, da ti sebe dvigneš na drug nivo, da pogledaš z drugimi očmi ali pa bom rekla z drugačnimi očmi na določen izziv, na določeno situacijo, ki je zate boleča. In to nam pomaga pa potem, da se osvobodimo, ne. Ker naše navade pač, če bomo vedno isto delali, ne bo nič drugače, ne. Tako pa spremeniš in se avtomatsko ta tok tudi spremeni v tvojem življenju, ne. Ko ti nekaj spremeniš, se tudi tukaj pol preoblikuje.
Zadnjič sem slišala v bistvu eno tako zelo lepo primerjavo za navade in sicer, da se velikrat se pritožujemo, ne, pa rečemo, joj, ne vem, spet sem slabe volje ali pa spet je tako vreme, ne, da je v bistvu to na tak način, kakor da bi si želeli iti, ne vem, v Split, ampak se usedemo v avto in se konstantno peljemo proti pa recimo Trstu, ne. In dokler bomo mi v bistvu zbirali Trst, ne bomo prišli v Split, ne, ker se vozimo proti Trstu. A je mogoče to v bistvu en tak način, ne, da ko bomo pa mi zavili, ne, proti Splitu, potem se bodo pa stvari spreminjale. A nam mogoče te magične kretnje pa rekapitulacija v bistvu pomagajo, da zavijemo v drugo smer. Ja, absolutno, ker te dajo ti energijo, ki si jo zgubil, ne, ker mi ljudje smo energijska bitja in zgubljamo iz dneva v dan energijo. In če ti nimaš dovolj energije, niti ne moreš videti vsega tega, ne. Veliko ljudi je ujetih v neke te svoje procese in niti ne vidijo, niti mogoče tudi nočejo, ne. So pa ljudje, sploh podjetniki, pa smo mogoče malo bolj v to smer naravnani, ker smo prisiljeni po eni strani, a ne. In ne, prej, ko se bom jaz spremenila svojo navado, ne, da bom nehala voziti proti Trstu, a ne, boljše zame, a ne, bolj bom tudi učinkovita in tako naprej. In ja, pomaga, zelo pomaga pogled, a veš, ta pogled, ta zakoreninjeno prepričanje naše se zmehča. In ti predstava, veš, da bi jaz zdaj tako pogledala. A ja, tukaj pa vidim bel zid, pa ne vem kaj, tukaj si vidim pa vse črno. A veš, dobesedno je ta premik v naši zavesti. In to je v bistvu tisti nekak prvi korak k temu, da pa recimo spremenimo svoje življenje, ne? Odločitev je, ja, prvi korak, oziroma prvi korak je, da se zaveš, da ponavljaš ene in iste stvari, ene in iste stavke, delovanje. Ja, zelo. V bistvu je, jaz vidim, z leti vse težji, ker z leti so te navade še težje in starejši, ko si težji, se tudi odrečeš tem navadam, ker si misliš, jaz sem pa tak, se vsenka, pa ne, v tem stilu, jaz sem pa tak, pa ne, kaj boš zdaj ti menkle, ne. Ni res, ne, to nisi ti taka, ne, ti si se sam navadil biti taka, ne. Ti še vedno lahko sebe spremeniš, sam rabaš pa eno podporo, rabaš to notranjo podporo samega sebe, te energije in to ti pa dajo recimo magične kretnje, da te nabildajo z energijo in da ti lahko rečeš, zdaj pa lahko to naredim. Veš, ni samo, da jaz odtečem 1 kilometer, ampak jih moram 100 odteči, ne. In te magične kretnje ti dajo vzdržljivost, da jaz do konca pridem, ne. Če sem si nekaj zadala, da bom to tudi speljala, ne. Ker če sem si jaz nekaj zadala, pa potem tega ne speljem, potem jaz sama sebe rušim znotraj sebe. In potem nisem zadovoljna, slabo mnenje imam o sebi, vse bolj in bolj, ne, pa sej meni pa nič ne rata, ne, v tem stilu, ne, a pa ne znam, ne zmorem, ne smem, imamo zelo veliko teh stavkov vse, pa ne. In na ta način pa jaz držim teh 100 kilometrov in ko jaz prijem na konc, pa ne, da je bila pot lahka, ne, je bilo vsega, ne, sem v hribi, doline, vse, ne, sem padla, sem ne vem, kaj sem naredila, ampak sem prišla do cilja in to je pa tisto pol, prav, ko dobiš to samozavest, to lastna integriteta se ti še bolj postavi, ne, si rečeš, wow, bravo, jaz, ne, evo, uspelo mi je, gremo naprej, ne, novim izzivom naproti. Ja, potem si v bistvu lažje nekako zastavimo nove cilje, ne, in sprejmemo nove izzive, ker v bistvu nam recimo, da te magične kretnje tudi pomagajo in nas suportirajo, če jih redno izvajamo, ne, najbrž to ni nekaj, kar narediš enkrat na tečaju, pa potem drži celo življenje. Ja, bilo bi fajn, ne, če bi, veliko ljudi bi rado to, vključno z mano, ampak moram reči, da so magične kretnje so tudi fajn, zato ker mi fizično delamo, ne, in se ti ukrepijo mišice, rok, nog, telesa, ne, jaz recimo, ko delam tudi z računalnikom moram delati, ne, je za mene to zelo pomembno, ne, da imam jaz telo v dobrem stanju. In tudi, če imaš ti telo v dobrem stanju, ti lažje potem izvajaš svoj posel, a ne, lažje se tudi soočaš z izzivi, ker si nekako močen vse, pa ne, se vseeno pa nekateri pač trenirajo ali kakorkoli. In meni je to všeč, ko so te magične kretnje gibalne, ne, in jaz lahko svoje telo ohranjam kakor toliko v dobrem stanju, kolikor le lahko. Diha se veliko zraven tudi in energija, ne, energija je pa tisto, ki je pa the best, ne, ko ti dobiš svojo energijo nazaj. Deva se ostali tukaj na energiji, ne. Ti vedno rečeš svojo energijo nazaj.
A to pomeni, da ima vsak en lonček energije, recimo, tako da si bomo lažje vsi predstavljali, in v bistvu po poti jo malo zgubljamo, potem pa moramo narediti nekaj, da mi ta lonček nafilamo nazaj. A ima vsak enak lonček ali imamo različne lončke? Ne? Ima en pol litrskega, en pa liter pa pol. En pa 0,02. Tako. Ja, to si dobro prispodobo si povedala. Lončke imamo, ja, lončki so različno veliki, litrski, 100-litrski, 0,02 in tako naprej. V bistvu se vsak človek rodi z določeno količino energije, a ne? Ti imaš lahko 100%, nekdo jih ima lahko 500%, nekdo 1000, nekdo 50 in tako naprej, a ne? Ti procenti se bomo rekli, da bomo lažje razumeli med sabo, razlikujejo te lončki. Ampak vsi jo imamo pa dovolj, da nekako izpolnimo sebe, a ne? In ta energija, ki jo imamo mi v tem lončku, a ne, je dobro, da jo smotrno uporabljamo, a ne? In recimo, če je moja navada, da veliko govorim, a ne, in da mi to izčrpava, se pravi, jaz to energijo zgubljam iz dneva v dan, ker jaz recimo preveč govorim. Naredim magične kretnje, naredim recimo rekapitulacijo, da vidim, zakaj sem jaz toliko brez energije vsak dan, a ne, in ugotovim v rekapitulaciji, dobiš kot nek uvid, a ne, spoznanje, aha, jaz pa preveč govorim, aha, okej, dobro, in pol naslednji dan, mogoče še preveč govorim, pa še, ampak rečemo, da pol počasi začnem, si rečem, aha, se pravi, jaz moram manj govoriti, verjetno, a ne, ker ti lahko eno stvar opišeš v 10 minutah, eni opisujejo to 1 uro, jaz pa lahko porabim samo 1 minuto za to, recimo, a ne. In se naučim nehati veliko govoriti. S tem v bistvu ohranjam svojo energijo v svojem lončku, jaz zdaj več toliko ne zgubljam, a ne. In imam en višek energije, ki ga lahko pa uporabim zdaj za kaj drugega, a ne. Mogoče sem si želela, tako kot si rekla, iti v Split, zdaj bom pa šla lahko v Split, končno, a ne. In to ne čez trst, ampak direkt. Zdaj pa ne več. Zdaj pa direkt v Split, a ne. In si bom izpolnila mogoče to hudo silno željo in bom šla v Split, a ne. Prej pa tega nisem mogla, ker sem recimo začela zmatrana, pa kako bom jaz jutri šla še v Split, pa se to je nemogoče, a ne. In to je to, a ne. Mi se moramo zalezovati, mi moramo vedeti, kaj so naše slabe navade, da jih ustavimo in da v tem lončku več energije ostane, a ne. Zdaj pa, mi čez življenje, ko si mlajši, ti je vsem za energijo, ne, ko jo imaš dosti in ti sploh ne razmišljaš od tega, ne, samo potem, ko si starejši, počasi pa vidiš, aha, skozi manj imam energije, se pravi, skozi manj si tudi vitalen, mogoče te hitre stvari spravijo iz tira in tako naprej. To, recimo, če imam nizko energijo, ponovadi takrat sem ali zmatrana, moram se spočiti, ali ne, zdaj se že toliko poznam, da vem, ne. Ne bom šla zdaj še neke projekte delati, ne, ali pa če sem slabe volje, takrat ne razmišljam o projektih novih ali pa o kaj bom vse naredila, ker takrat ti vse pa umažeš s tem, ne. V bistvu, veš, pa to je brez veze, seveda, če si slabe volje pa zmatrana, ne. Ker si spočiti si boljši. No, in ta lonček energije, če se ti navadaš, oziroma če vidiš, kje so tvoje navade, jih spremeniš, ti ohranjaš to energijo z leti in si lahko do starosti zelo v dobri formi. Če pa ti to že vse porabiš, a ne, pa se tudi težko spremeniš, recimo, ne. Jaz se ne morem spremeniti, če nimam dosti energije na voljo, ne. Se veš, ti, jaz, mi vsi porabljamo določeno količino energije na dan, ne, rabiš za družino, pa za posel, pa za ono, pa za tretje, ne, ampak kje pa je še tisti dodaten del, ker rabiš pa za spremembo, ker se vemo, spremembe pa niso tako lahke, ne, ker smo tako navajeni, ne, in pa spremeniti se, pa, ne, se gre, ne, se rečemo vedno en teden po novem letu še gre, ne, ali pa en mesec, če imamo srečo, pa se pa že vse spet vrne na stare tire, ne. In ta energija je v bistvu ujeta, bomo rekli tako tukaj na obodu naše aure, ne, torej naše svetlobne krogle, in mi to energijo lahko dobimo nazaj s temi magičnimi kretnjami. In to so te vrači v bistvu delali raziskavo, oziroma oni so že videli energijo, da imamo mi ujeto tukaj energijo. In s temi magičnimi kretnjami jo zmehčamo in ta energija se vrne nazaj v naše centre, oziroma bomo rekli v našo banko energijsko, ne, kjer se shranjuje. In ko ti rabiš to energijo, recimo zdaj imaš pa en večji projekt, recimo da imaš ti zdaj vsak dan intervjuje, a ne, rabiš malo več energije, jo bo tvoje telo črpalo iz te energijske banke.
če bi pa bila tukaj izčrpana, pa ne bi več mogla imeti teh intervjujev, tudi sama bi verjetno videla, ne morem več ali kakorkoli. In to se z nami dogaja v bistvu podjetniki, pa ne sem s podjetniki, z vsemi ljudmi, da enkrat ne moremo več in pol izgorimo. In je v bistvu, lahko rečemo, da vidimo to izgorelost, to je ena taka zelo pogosta beseda, veliko se o njej govori, ampak zelo malo ljudi pa v bistvu jo zna prav dobro opisati. A je to tudi recimo posledica te izgorelosti, to, da smo mi predolg praskali po tem našem lončku, pa smo že tako, kakšen kozarec od Nutelle, ker greš pol še s prstom, pa žličko, pa pol s kruhom, da ja pomažeš, pa kar res nič več ne ostane, lahko rečeva, da tako v bistvu nastopi na nek način izgorelost. Ja, nastopi točno na tak način. Zadnjič sem slišala za en primer, oziroma poznam jih več, ampak en primer ene frizerke, ko je delala in je posenska padla. So jo peljali v bolnico, so jo jasno nafilali z elektroliti, z natrijem in z ne vem čem vsemi solmi in tako naprej. Je prišla nazaj, in jaz sem spet nova, In zdaj, če ona ne bo spremenila svojo navado, bo spet skapadla. Ampak naslednjič bo malo težji, zato ker naše telo je pa pametno in si vse zapomne. In zato je dobro, da si že od mladih let v bistvu začnemo čuvati sebe, čuvati svojo energijo, ker naše telo ima spomin in naše telo enkrat reče, ne morem več. Ampak na šum pa ne, na šum pa, kako ne moreš? Dajmo še, akcija, kaj zdaj ležiš, vstan, in tako. Jaz sem prav videla, kako en dan sem se opazovala, sem naredila res ful veliko stvari. Vse sem naredila objave, vse, kar mora podjetnik narediti, še doma, skuhala kosila in tako. Preden zvečer se uležem, se oglasi. Ma Leticija, veš, ti bi lahko, pa še tole, pa še tega nisi, veš, pa bi lahko, in tako naprej. Takrat mi je bilo postalo jasno, da to nisem jaz, to je kot nekaj ustavljenega vate ali pa v nas, ki ti govori, ki nima sploh veze z realnostjo, Mislim, halo, a nisi videl, da sem cel dan garala, sem to, ni dosta, tako malo karikiram, ampak dejansko je tako. In zdaj, če mi konstantno nasedamo umu, pa si misliš, pa zdaj bom pa še po noč delal, pa še ne vem kdaj. Mislim, pride preko slej potem do izčrpavanja in seveda do izgorelosti. Se mi zdi, da bolj, ko debatirava o teh temah, se pogovarjava, bolj prihajava do tega, da v bistvu naše navade nekako gradijo tudi naše življenje potem na koncu. To se pravi, če bi mi bili malo bolj zavestni, to se pravi, se zavedali tudi tega, kako se v resnici počutimo čez dan. Se mi zdi, da jaz, če imam ful naporen dan, po pravici povedan, sam gaziš, tole, tretje in se to v bistvu zgubiš v teh nalogah, da niti ne veš več, a si jedel, a si pil, je to prva skodelica kave ali je šesta, in potem se ti nekako te navade nakopičijo, in privedejo, tako kot smo govorili, do izgorelosti. Ampak se pa jaz v bistvu sprašujem, velikokrat rečemo, imaš dobro navado ali pa imaš slabo navado, ampak a so res kakšne navade samo dobre, kakšne pa samo slabe? Ja, veš, tukaj bi jaz rekla tako, ker to je zdaj težko posploševati, a veš, recimo tudi za hrano, pa za pijačo, pa za gibanje, pa tako naprej, so neka splošna pravila, ampak vsak bi mogel sebe tako dobro poznati, da bi vedel, ne vem, danes lahko pojem pa sladoled, čeprav sladoled pa cukor ni zdravo, bla, 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 ampak danes mi paši in čutim, da ga lahko pojem. En drug dan pa začutiš, tale šesta kava mi pa že več ne paše, recimo. Ali pa, zdaj se moram zdaj moram pa rajš pojesti sadje, A veš, to je to, da bi se mi bolj poslušala, Mi pa seveda, pa jaz vem, kako je to, ko padeš noter, si noter in tipkaš in kar tipkaš in kar ne moreš nehati, Sam pol za tabo pride, Jaz recimo, da oskrat vidim, pač, ko moram cel dan delati, biti na računalniku, vidim potem posledice drug dan, Veš, in pol moram pa recimo en dan počivati. Moram iti pa ven, nič delati, zdaj pa spet. A ne bilo boljše, da bi dan delala 6 ur ali pa pač 4 do 6 ur, toliko, ker smo res učinkoviti, pa potem imela za sebe, pa pol drug dan naredila še, ne pa en dan, cel dan, pa pol drug dan, pa gotov si pa spet naprej, Ja. Ampak se nam v bistvu vlih ta notranji kritik, si ga večkrat omenila, pa zakaj nisi tega, pa zakaj nisi unga, je v bistvu del našega ega, če jaz prav razumem, oziroma našega uma, in
on je tak, ki nas preganja, ne? A nam te tvoje magične kretnje oziroma magične kretnje, ki jih ti prakticiraš, a nam ga pomagajo utišati ali nam ga pomagajo videti na drugačen način, kako one v bistvu vplivajo na ta odnos? Ja, oboje. Dejansko prav šamani, to, kar se mi učimo, pravijo, da privedejo do notranje tišine. In to je tisto, ko si ti čist v tišini notranji in nič ne brbla, nič ne govori, nič ne kritizira, samo si. A ne? Tudi če bi mogoče nekaj bilo, ampak ni poanta tudi magičnih kretenj, da te privedejo do te notranje tišine, da si ti stišan. A ne? In to bi bilo fajn, da se ljudje naučimo. Sigurno. In v bistvu ta notranja tišina je v bistvu na nek način prisotnost tudi v trenutku. Ja, res je. A pobegnemo, ne? Mislim, če se malo pogovarjamo, pa prepiramo s tem kritikom, je se ponovadi zvečer, preden je treba iti spat. Joj, zakaj pa to nisi kaj pa je tisto, ne? Takrat se mi zdi, da največkrat debatirava midva. Se mi zdi, da nisi v bistvu prav v tisti svoji postelji, ne? Ampak si najprej razmišljaš o tem, kaj vse bi mogel še narediti, ne? Pa si v bistvu mentalno malo v pisarni nazaj, pol spet razmišljaš, zakaj pa zdaj ne spiš, ne? Pa sicer si v postelji, ampak spet nisi, ne? Moraš spati, ter da čaka ful naporen dan. Ja. In bo še manj spiš. Tako. In v bistvu, kaj bi ti svetovala podjetnikom, ne? Ko se preobračamo včasih v postelji, kako v bistvu to presekati? Z dihanjem. Rekapitulacija recimo je tudi ta tehnika, ki pomaga, da sčistiš te svoje misli, da sčistiš svoj dan, da ga pregledaš, da povrneš energije, ne? Ker mi smo vsak dan v neki interakciji, ne? In ko smo v interakciji, veš, moja energija pa tvoja energija se zdaj zmešata malo, ne? Mogoče moja energija nekaj gre k tebi, nekaj tvoje k meni. In včasih se zgodi, recimo, jaz vem, ko sem z velikimi ljudmi čez dan v stiku, da pridem zvečer in sem ko bomba temperana, razumeš, tukaj karkoli mi dela, pa one si misli slišim, pa onega slišim, ne. To se lahko čisti, a ne, in to je potrebno to očiščenje, ne samo iti po tuš, ampak tudi energijsko se očistiti teh energij, ki niso tvoje sploh. In če mi to naredimo redno, če delamo tudi to rekapitulacijo redno, pač kolikor lahko, ali pa vsaj dihamo nekako zvečer, ne, da tudi lahko samo zapreš oči, pa samo vdihneš svežo energijo, izdihneš ta dan, veš, pa spet vdihneš, izdihneš, pa greš mogoče v mislih samo čez dan, vlečem svojo energijo nazaj, vdih, izdihavam ta dan z napetosti, misli in tako naprej, ne. Je pa res, ne, da tudi, rabiš en čas za to, ne, pa tudi, recimo, ko se delajo magične kretnje, ti prideš do te notranje tišine in potem tudi lažje zaspiš in tako, ne. Je pa kdaj pride, recimo, meni osebno, ko pride retrogradni Merkur, recimo, mi pa naredi tukaj celo štalo, ne, in to zdaj že vem, ne, in se ne sekiram, pač prilagodim svoje življenje potem tem energijam, ki so znotraj in ni, da zdaj padam v nezavest, ker sem take volje in ne vem kaj, ne. Tako da to, bolj ko se poznaš, lažje znaš odreagirati, lažje se tudi prilagodiš na to, ne. V bistvu, na nek način ves čas debatirava, ne, ali skozi navade, ali skozi energijo, govoriva o tem, da moramo sami sebe poznati. In to je tudi ena izmed takih fraz, ki se ponavljajo, ne, sam sebe poznati, ampak po drugi strani pa, a ti vidiš to kot cilj ali kot potovanje? Veš, kaj hočem vprašati? Ne? A si jaz zdaj rečem, jaz sama sebe poznam kljukca, ne? Ali je to sama sebe poznam, ampak čez pol leta se bom pa lih še malo boljš, ne? Kako to zgleda po tvojem? Ja, potovanje je absolutno potovanje, ker nikoli ne moreš sebe čisto v nulo poznati. Vedno se še kaj zgodi, vedno so še kakšne nepredvidljive stvari, ne. In tudi ni namen, po moje, to za nas, da zdaj mi sebe poznamo in to je to, ker bi bili roboti, ne. Tako se pa lahko evolviraš dejansko v neko višje bitje oziroma bolj zavestno bitje in to je potovanje, no, v vsakem primeru. In v bistvu, ne glede na to,
kakšne izkušnje imaš, ne vedno te lahko za vogalom čaka nekaj drugega, kjer boš spoznal še en košček, ki ga še nisi srečal. Ja, ta Don Juan v knjigah je zelo tako dobro nas opisuje, kakšni smo, ne. Sej, mogoče upam, da ne bo kdo užaljen, ampak res on reče, da smo pač bebci do konca življenja, ne. In da moramo v bistvu sebe ves čas zalezovati, ne, kakšni smo, ker enostavno taki smo ljudje, ne, in treba je to sprejeti, nič ni hudega, ne, nič ni narobe s tem, jaz tudi ja, pa dobro, ja, spet ena, ne, že 100-krat se mi je ponovil, pa spet, ne. To je to, ne, to je to naše ponavljanje, ne. Tako da je, ja, bolj se zalezovati, paziti in, ne, spoznavati čim bolj, no, kolikor je možno. In se v bistvu pustiti, ne, se spoznavati. Se mi zdi, da včasih mogoče je pa verjetno je to že spet odraz našega ega, mogoče, malo gibam, ampak a je včasih lih ta feeling, ne, da imaš moraš sebe poznati, ne. Mogoče je tudi ta New Age vse to prinesel, ne. Da imaš ta občutek, ja, jaz se pa moram poznati, ne. In potem v bistvu si nekako niti ne upaš odkrivati kakšnih novih kamenčkov, ne, da bi recimo dodal k temu mozaiku, ampak jih raje odrineš, ker se rečeš, ne, to pa jaz že nisem, ne. Ja, tukaj bi jaz rekla, da je lahko minus ta, da je to potem pretirano ukvarjanje s samim sabo. In pa smo spet tam v ego, ne, joj, kaj sem jaz, karkoli že sem vsem slaba, dobra, nima veze, ne. In oni imajo v tej šoli, ko jaz hodim, jaz sem zdaj level 2 integrity practitioner oziroma facilitator, nas tako lepo vodijo, ne, da v bistvu potem pa ti moraš že neke druge stvari začeti delati, se pravi z nekom drugim se ukvarjati ali nekaj narediti, kar ni v tvojem popisu vsakodnevnem, ne v nekih tvojih navadah. A veš, tako iti ven iz sebe, mogoče nekomu pomagati ali pa narediti čist neko tretjo stvar, ne. Zato, ker pride do tega pol, da se pa pretirano ukvarjaš s sabo, pa spet ni v redu, ne. Ker pol tudi zdaj ta New Age pa tako, ne, kakor zdaj se sam sabo ukvarjaš. Ja. Ne, moraš upoštevati, ne vem, če sem jaz mama, pol moram jaz se tudi z otrokom ukvarjati, del svojega časa posvetiti otroku, del svojega časa partnerju, logično, del domu, a ne, del službi in tako in ne moreš pa, pusti, jaz grem na delavnico, pa me ne bo en mesec, ne, a veš. Mislim, to ne gre, ne. Treba je najti posod ravnovesje, ne, tudi v temu, da se pretirano ne ukvarjaš samim sabo, pa stalno nekaj brskaš, ne. Jaz sem zelo veliko let ful brskala po svoji temi, pa kako sem jaz takšna, pa mislim, groza. Ampak ja, to je bila moja pot, del poti, a ne, pa sem pa ugotovila, stop, ne, treba je to uravnovesiti, ne, tudi brskanje po sebi, pa po travmah, pa po vseh teh občutkih, ni dobro, da ti to konstantno delaš, ne, mora biti na drugi strani ravnovesje in ti moraš potem krepiti pa ta svetli del tvoje, ne, tvoje sposobnosti, tvoje, ne vem, kakšne stvari, ki jih imaš lastnosti, ki so samo tvoje ali pa so zelo posebne, pa jih v bistvu gojiš, pa neguješ, ne, tako da, ja. Je, ne, je to kar ena taka past, da zelo hitro v kakšno zajčjo luknjo potem priletiš, pa kar nekaj časa traja, da ven splezaš. Pa se mi zdi, da mogoče podjetniki zelo hitro najdemo kakšno tako zajčjo luknjo, ne, ali sledimo svoji strasti, pa pregorimo, pa zanemaramo druge konce naših, ali družinsko življenje, ali partnerje, ali mogoče kakšne prijateljske odnose. Kaj bi ti rekla, kako mogoče ohranjati to ravnovesje, ne, kako slediti tej svoji podjetniški strasti, ampak hkrati ne na koncu pa zgubiti mogoče sebe na tej poti? Jaz bi rekla recimo za mene, ko sem jaz začela, ko sem postala podjetnica ali ko sem šla na svoje, jaz sem si predstavljala, to je top, veš, to je moj hobi iz hobija v biznis, wow, to bo da best, ne, jaz sem zmagala, jaz sem lahko frej kadrčem, bla, bla, bla in tako naprej, se veš, kako imamo tiste občutke, ne. Pa sem pa z leti ugotovila, da to ni glih čistko, kot sem si jaz predstavljala, ne. In večina ljudi si napačno predstavlja nas podjetnike, ne. No, oni mislijo, ne vem kaj, da smo lahko skozi frej, ali kaj, ne vem kaj si sicer oni predstavljajo, ampak mi moramo fajn delati, pa fajn garati za ta svoj denar, pa imeti ne samo to, tudi poslovne veščine, a ne, jaz nisem imela nobenih poslovnih veščin, jaz sem to kar tako malo, se to bo kar vesolje mi bo prineslo stranke, pa vesolje bo to, pa in tako naprej, ne, zakon privlačnosti, ampak ne, tukaj je toliko veliko enega truda vloženega, veliko izobraževanj, veliko dela na sebi, dejansko
itak vsak podjetnik dela na sebe, če hoče biti podjetnik, ker ne more biti drugače, ne? Ker če ti narediš nekaj, ne vem, ti slabo kaj napišeš, je jasno, ne bojo ljudje več prihajali k tebi, ne? Se pravi, moraš spremeniti svoj način ali kakorkoli, ne? In že to je delo na sebi, že to je dovolj, ne? Zdaj, jaz, kaj bi rekla, mogoče tudi to, no, da ne prihaja preveč do tega pohlepa ali pa do primerjanja, ne? Da zdaj jaz moram imeti pa toliko denarja, ta ima toliko, jaz pa nimam. Ne? Vsak od nas ima neko svojo pot, eni se lahko zelo matrajo za mesečni zaslužek, eni pa mogoče ful dobro delajo, pa jim ni noben problema. Ne? In to je treba vse sprejeti, ne? Kaj te v bistvu ta pot uči. Jaz bi bolj tako rekla, da gremo bolj vase, pa pogledamo, kaj mi te izzivi prinašajo, zakaj recimo nimam še tistih 1000 milijonih evrov ali kakorkoli si zadaš, ne? Pač nekako, da mogoče to je, da služimo ljudem, no? Da je to naša prva misel, ne? Da mi s svojim delom služimo nekomu, ljudem v smislu, da jaz tebi lahko pomagam, ne samo, da mi v glavici in glavi številke, super, tlem pa toliko zaslužila, tam pa toliko, ne. Meni se to ne zdi smisel glih vsega, no. Imam rada denar, ne da ne, se ga ne bom branila, ampak vseeno, da rada delam to, kar delam, ne, seveda se zavedam, da je tukaj zadaj še 80% dela, ki ga pa nočem delati, pa ga ne maram delati, ne, ampak tako je v vsaki službi, ne, tako da mogoče to podjetništvo pa nepodjetništvo niti ni toliko, bomo rekli, razlike, a ne, v tem, veš, tistem občutku, a nekaj delaš ali ne, ker tudi mi moramo delati veliko stvari, ki jih ne maramo. Sej veš, kako je to. Ampak vsem pa, da ne izgubiš te iskre, ne, s katero si šel v to in veš, lej, to je moja naloga, poslanstvo, karkoli že, in da pač rad to upravljaš, no. Zdaj si mi dala eno super iztočnico in sicer bi te vprašala, kako si se pa ti znašla na svoji podjetniški poti? Zelo, zelo nepremišljeno. Mislim, da tako smo vsi znašli. Groza. Jaz sem, ko sem začela hoditi na delavnice v Društvo Magično zgibanje, ne, jaz sem tja hodila 17 let, sem po ene 3 terapijah, ko sem šla k mojemu učitelju, sem si rekla, jaz bi to delala, kaj ti delaš, ne. In on se je začel smejati, rekel, ne, ja, boš najprej rabaš en čas in tako naprej. In res je pol trajalo po moje kakšnih 6-7 let, no. Jaz sem še vedno hodila na delavnice, potem sem pa v enem trenutku začutila, da bi bil pa mogoče čas, da jaz začnem iti na svoje in tako. Ampak to je bilo zelo nepremišljeno, ker jaz sem takrat mati samohranilka in jaz sem rekla, ker tam sem dala odpoved in jaz bom to delala in to je to, a ne. Zelo veliko let sem se matrala zaradi tega, zelo veliko let sem imela težave finančne, ni mi bilo fajn, no. Čeprav zdaj, ko nazaj gledam, je pa mogoče da sem rabila to izkušnjo, ne, ta čas, zato ker prej je bilo tako, ne, prej sem bila mogoče bolj čisto v materialnemu svetu, potem sem se vrgla čisto v duhovni svet, a ne. Veš, vse materialno stran, to ni dober, ne, tako, kakor jaz vidim, večina gre čez to, ne, kakor materialni svet, to blek, ne, kakor to smo mi vsi, in sploh zen mojstri, ampak ni tako, ne. In zdaj, mogoče zadnjih, 6 let, usklajujem ta dva svetova, se pravi, materialno in duhovno gre z roko v roki. In pika, in tako je. Denar je še vedno tukaj, v trgovino moraš iti, da plačaš, a ne, oziroma da kupaš hrano o sebi, otroku, komorkoli in rabiš denar za to. In to je zakon, a ne, zaenkrat, če nismo brez denarja, ne. In na drugi strani pa, da delaš na sebi oziroma da povečuješ te svoje zmožnosti, sposobnosti, da se vidiš na drug način, spreminjaš navade, delaš preboje, narediš, ne vem, tudi da greš na podjetniško pot, a ne. Moraš imeti jajca, če mene vprašaš. Se strinjam, sigurno. Čeprav včasih kar malo skočimo, ne, se zaletimo, ampak je pa treba tudi vztrajati potem, ne, na tej poti. Ja, treba je vztrajati, jaz sem si pol vmes pomagala s kakšnimi deli, kdaj tako, da sem kakšne otroke počuvala, pa tako sem kaj. Nisem mogla samo od tega živeti, no. In je bilo to tudi okej, a ne, ampak ja, duhovnost kot taka, kar jaz predajam oziroma organiziram delavnice, pa tako, žal imajo ljudje občutek, da to mora biti zastonj, pa da, pa če ne, ali pa zelo, zelo, zelo poceni. Tako.
veš, ni cenjeno, no. Tudi veliko imamo konkurence, a ne, v smislu eni naredi vikend tečaj, pa že takoj predaja znanje naprej, pa ima lahko nizko ceno, ker ni samostojni podjetnik, a ne. Mi samostojni podjetniki imamo pa zatem, ne, so stroški, so določene stvari, ki jih imaš, ki jih plačuješ, ki imaš prispevke, ki imaš, ne vem, Zoom, MailerLite, ne vem, kaj vse imaš, a ne. Ne, jaz moram to pokriti, a ne, potem včasih, ko še, ja, ne, mogoče ne pri ceni pol mal šteka, no. Ja, sigurno, to je še en izmed izzivov, ne. Pa mogoče ena taka zanimiva navada nekje v ozadju, ki jo bojo še odkrili tisti, ki še niso se odločili za neke take, mogoče malo bolj nenavadne storitve. Se mi zdi, da je to še vseeno ena taka tema, ki je po določeni meri zelo odprta, zelo veliko jo je, po drugi strani pa bolj, ko se poglabljamo, težje je, ne, to se pravi, ta duhovna pot ni lahka, tudi kot si ti povedala, ti ni bilo prav lahko na poti, a ne, ampak si vztrajala in mogoče niti nismo pripravljeni na njo, ne, tako da za vse pride še čas. Ja, res je. Sej, jaz imam v bistvu različne programe na srečo, tiste malo bolj za globoke stvari, globoko morske potapljače, pa potem tudi kakšne lažje programe, ne, zato ker je, tako kot si rekla, smo različnih izkušenj, različnih tudi želja, namer imamo, ne, niso vsi za vse in je prav tako, da potem, da imajo ljudje na voljo tudi druge stvari, mogoče malo lažje, pa da ni treba s nekimi travmami se ukvarjati, ne. Ja, mogoče, ne, vsak ima neko svoj nivo pripravljenosti. Mogoče niso še v bistvu tam, kjer bi mogli biti, pa še bodo, ne? Tako da je fajn, da tudi ponujaš neke opcije, kjer sem mal po nekem plitvem bazenčku poplavaš. Se imamo tudi fajn, tudi zame je fajn. No, evo, zdaj bi te pa sem za konec mogoče prosila, veliko sva govorila o energiji, o navadah. Kaj bi ti, če bi lahko izpostavila eno stvar tega najnega pogovora, ki bi si res želela, da jo poslušalci odnesejo sabo, pa mogoče dajo v življenje, kaj bi to bilo? Mogoče to, da si dajo namero, da se začnejo bolj opazovati sebe, pa svoje navade, zato da vidijo, da niso glih vse prav dobre za njih, da spoštujejo svojo energijo, da jo ne frčkajo kar tako, a ne, s tem, da potem znajo tudi reči, kdaj ne zaradi tega. Pa da se zavedajo, da je veliko več v njih, kakor so jih naučili, prepričali ali kakor mislijo, da so, ker naši bazeni notranji so res neskončni in mi imamo dostop do veliko osebne moči in do, bom rekla, teh posebnih sposobnosti, no. Tako, ki jih je pač treba odkriti in preko katerih v bistvu ti spoznaš sploh, kdo si. Leticia, hvala ti za tvoj čas, za tvoje znanje. Jaz upam, da so vsaj koga prepričale, da se bo malo bolj zalezoval. Ja, no, upajmo, da res. Hvala tudi tebi za povabilo, pa naj podjetniki tudi čuvajo svojo energijo, pa bojo čim bolj v ravnovesju. Da bo lonček skozi poln. Da bo lonček skozi poln, tako. Hvala ti. Hvala tebi.